ko pride hladno, začenjamo zbolevati. In pač to ni vprašanje, ki bi ga mogli reševati zdaj, ampak bi ga mogli rešiti že prej, ne. Celo leto je treba skrbeti maksimalno, kar pač lahko, zato da ohraniš neko dobro formo, čim boljše zdravje. In k temu seveda spet sodi tudi ohranjanje dobre forme, ohranjanje dobre prebave, da pač imunski sistem držiš v dobri kondiciji, ampak tu je ful pomembno, ta dobra kondicija ni overdrive, se pravi, da ni nasvidiran imunski sistem, ampak je tudi zelo pomembno, da si dovolj sproščen, zato da imunski sistem in celo tvoje telo zna funkcionirati, da ve, kdaj mora reagirati in kdaj ne. Ampak, okej, kaj pa lahko v bistvu narediš, da si pomagaš, ne? Razen, da vzameš zdravila in sintetične zadeve, ko je že prepozno, je ful pomembno, recimo ingver jemati. Naravno protivnetno zdravilo, ki ima do 80% učinka protivnetnih zdravil in nima stranskih učinkov. Potem vsi vemo, da je C-vitamin pomemben. C-vitamina lahko jemlješ večkrat na dan, tudi po 500 ali 1000 mg, sploh takrat, ko pride do nečesa, zato ker je vodotopni vitamin in se izloča. Zdaj, v tem času je pomembno začeti z doziranjem vitamina D optimalno, da preveriš stanje v krvi in glede na to prilagajaš koncentracijo. Enim je dovolj 2-krat na teden po 5000 enot, enemu je dovolj enkrat na teden 5000 enot, tretji pa mora vzeti 10 000 vsak dan, zato da bo raven D vitamina optimalna. Tu ne pozabiti, da naj bo zraven še dovolj vitamina K2, zato da se zbalansira to, kam se bo kalcij nalagal. Probiotiki v hrani, probiotiki v obliki dopolnil. Imunski sistem se 80% nahaja v prebavnem traktu, zato če prebavni trakt ni v redu, imunski sistem tudi ne bo v redu. Cink je ful pomemben, ampak ne smeš ga preveč vzeti naenkrat, zato ker ga telo lahko od 8 do 12 mg nekje naenkrat absorbira in zato ga je dobro vzeti večkrat po malem, sploh če pride do neke infekcije, in potem zmanjšati dozo in ga pač ohranjati v neki normalni količini. Ko pa pride do nečesa, pa se lahko poveča odmerek, tako kot pri vseh ostalih, no. In to so tisti glavni, ki jih lahko dodaš in si pomagaš. Drugače pa dosti gibanja na zraku, umirjanje, sproščanje, veselje v življenju in zdrava prehrana. To so tisti glavni nasveti, tako da dobro začni z zimsko sezono.